Altcoin sezona je morda že tle, če ni, kdaj bo, ali pa če sploh bo. Pridružite se mi v tem videu, kjer bomo poskušali odkriti prav to. Lep pozdrav iz prelepega parka tukaj v Kopru. Ne vem, koliko se vidi tukaj od zadaj za mano, je morje, dan je prelep, zelo je toplo tukaj. No in kot sem povedal že prej, danes si bomo malček ogledali altcoine. Vsi govorijo o tej altcoin sezoni. Zdaj, za marsikoga je tudi logično, če Bitcoin pumpa, zakaj ne bi tudi altcoini. No in danes si bomo ogledali prav nekaj posebnih grafov in poskušali bomo najti odgovor prav na to. Ali se nam bliža altcoin sezona? No, preden začnemo, naj samo še povem, ta vikend smo zdaj dobili kar konkreten padec v kriptu. Bo še en poseben video posvečen prav Bitcoinu. V tem videu se bomo pa pač posvetili altcoinom. Tako da, ja, če ne želite zamuditi videa, se kar vpište na kanal. Pa tudi ne pozabite nastaviti obveščanja, da vas bo YouTube o novem videu takoj obvestil. No pa si dajmo pogledati altcoine, oziroma še boljše dajmo si najprej pogledati kar ta glavni altcoin in to je Ethereum. Zdaj, tale graf tukaj moram reči, da se meni osebno zdi kar ok. Tukaj smo lepo prebili tole prepreko. Kot vidimo tukaj smo kar lepo švignili skozi in zdaj bomo videli s tem padcem, če bo to zdržalo kot podpora. Če slučajno ne bo, pa imamo naslednjo podporo. Tukaj to je območje od 2200 pa do 2400. A ja, pozabil sem povedati, to je Ethereum tedenski graf. Čisto običajen prikaz, ni logaritmičen. No, RSI tukaj, kot gledam, nima nobene medvedje divergence. To je vse ok. In kot kaže, tukaj zdaj spodaj delamo skrito bikovsko divergenco. Ampak tle je treba ostati previden. Nismo še potrdili, da smo tukaj naredili dejansko dno. Tako da malček bo treba še počakati in biti potrpežljiv. Ima pa sicer divergenco volumen. Tukaj vidimo, kako volumen pada, medtem ko pa gibanje v ceni raste tukaj. Tako da ja, kar se Ethereuma tiče, gledati tukaj, če bomo naredili, če bomo potrdili to podporo, če ne je naslednja tukaj na okoli 2200 do 2400. Drugače se meni zdi kar ok, tako iz bikovskega vidika. Pa poglejmo zdaj še tržno kapitalizacijo altcoinov. To je Total 2 tukaj na CoinMarketCap. In ja, tukaj imamo več ali manj isto situacijo. Prebili smo tole odporno mejo. In zdaj delamo na njej podporo, oziroma moramo videti, če bomo na njej naredili podporo. Ker če ne bo, imamo potem naslednjo tukaj na 700 milijard, oziroma koliko imamo to, 750 tam nekje. RSI kaže isto, ni medvedje divergence, se pa bo morda naredila skrita bikovska divergenca. Ampak najprej, kot sem že prej omenil, moramo počakati tukaj na dno. Je pa skrita bikovska divergenca takrat, ko imamo v gibanju cene dno in višje dno, medtem ko pa pri RSI pa imamo recimo tukaj dno in nižje dno ali pa dno na enaki višini. Stokastik RSI pa trenutno kaže še momentum navzdol. No pa dajmo si pogledati še Bitcoin dominanco. Torej btc.d. No in tukaj vidimo, da Bitcoin dominanca kar lepo vztrajno raste in raste. Tukaj spodaj smo imeli eno odporno mejo, ki smo jo potem uspešno prebili in odprej kar lepo rastemo. Tukaj na RSI se je sicer delala neka medvedja divergenca, ampak smo jo uspešno prebili. Tako da jaz glede na ta graf ne vidim nekih večjih preprek vse do tukaj, do 62 odstotkov. No, da označim še tukaj, da imamo bolj tako vidno mejo. Ampak dajmo si zdaj pogledati altcoin dominanco. To pa naredimo tako, da zapišemo 100 minus, torej samo malo, 100 minus btc pik
.d. No in tako se nam graf kot obrne in pokaže se nam altcoin dominanca, torej vse, kar ni Bitcoin. Tukaj vidimo, da smo imeli eno podporo, ki smo jo nažalost izgubili. In naslednja podpora, ki jo imamo, je tukajle na okoli 37 odstotkih. Tukaj smo tudi delali eno bikovsko divergenco, ki pa smo jo potem nažalost izgubili. In momentum pri Stochastic RSI imamo navzdol. Zdaj si bomo pa pogledali še en graf, ki ga še nismo imeli na tem kanalu, in to je Others. No, to je tržna kapitalizacija altcoinov, s tem, da izloči vse altcoine, ki so na prvih 10 mestih. In tako na nek način dobimo tudi jasnejšo sliko, če se slučajno bliža kakšna altcoin sezona. Zdaj, zaenkrat tukaj izgleda vse ok, tukaj smo prebili to prepreko in ja, smo lih nekje na meji tukaj, če pogledamo. No, te meje ne smemo izgubiti, ker če ne nas potem tukaj čaka tale na okoli 200 000 milijard, malček da še označim, tako. Imamo pa tukaj sicer malček drugačno situacijo pri RSI, to je po mojem kar medvedja divergenca, čeprav smo tle s tem vršičkom malček šli čez, ampak bomo videli, kako se bojo stvari iztekle. Malček bomo morali še počakati, je pa tudi možnost skrite bikovske divergence, če nekje tukaj više naredimo dno in imamo potem pri RSI tukaj nižje dno, ampak to je treba še počakati. Poleg tega pa Stochastic RSI se še pomika navzdol, torej momentum imamo navzdol. Zdaj, čisto drugačno sliko pa ima Others Dominance tukaj. Zdaj, to mi pa sploh ne izgleda dobro. Tukaj kot prva stvar se nam kaže, oziroma se nam je naredil dvojni vrh. In potem imamo tudi zelo očitno medvedjo divergenco, kjer imamo tukaj čisto malček višji vrh v gibanju cene, medtem ko pri RSI imamo pa tukaj nižji vrh. Tudi nimamo nobene skrite bikovske divergence, kot smo imeli na prejšnjih grafih. In tukaj se kaže tudi, da smo prebili eno zelo pomembno trend linijo. Kot vidimo, tukaj smo se večkrat odbili od nje, odbili in potem smo jo končno izgubili. Poskušali smo jo pridobiti nazaj, oziroma smo jo testirali kot odporno linijo, odporno mejo, ampak izgubili bitko in potem je bil rezultat pač tak, kot je. Zdaj smo na tej podpori, tukaj, tako da moramo zdaj malo počakati, da vidimo, kaj se bo tukaj dogajalo. Če pa izgubimo tole podporo, se lahko spustimo vse do tukaj. Torej na nekje od 10 do 9 odstotkov. Tako da ja, treba bo biti previden z altcoini. Nič kaj ne kaže, da bi se denar pomikal vanje. Kvečjemu se dogaja to, če se zdaj veliki pumpajo, potem gre denar rajši vanje. Zdaj, še vedno lahko kakšen altcoin zraste zaradi tega, ker se pač denar prenaša med njimi. Ni pa trenutno ne duha, ne sluha o kakšni altcoin sezoni. No, na tem mestu bi se rad zahvalil še vsem patronom, ki s svojimi prispevki pomagajo pri vzdrževanju tega kanala. Če bi morda vi želeli postati eden izmed njih, so povezave spodaj v opisu in pripetem komentarju. In seveda v zameno dobite dostop do dodatnih vsebin. S prvim paketom do dnevnika tehničnih analiz, kjer ne spremljamo samo kripta, ampak tudi druge trge, recimo delniški in trg žlahtnih kovin. S paketom višje pa pridobite dostop tudi do Discorda, ki je lepo zaživel. Tam spremljamo kripto, tudi na manjših časovnih intervalih si delimo ideje in mnenja. Poleg tega pa imajo patroni tudi popust na moji spletni trgovini. Vse, kar so namreč do časa nakupa prispevali preko Patreona, lahko uporabijo kot dobro imetje pri nakupu. In nekateri lahko tako nakupujejo tudi zastonj.
In ko smo že pri spletni trgovini, ne pozabite obiskati. Imamo že kar nekaj indikatorjev, to je naprednejši RSI, naprednejši MFI, kjer je združenih več indikatorjev v enega. Imamo RSI, ki se prikazuje direktno na svečkah, imamo tudi MFI, ki se prikazuje direktno na svečkah. In poleg teh indikatorjev je tudi ARI oziroma Asset Rotation Index. To je indikator, ki je zrastel kompletno na moji ideji, ker sem resno pogrešal nek prikaz, kam na kriptotrgu se steka denar, ali se steka v Bitcoin, ali se steka v altcoine, ali pa v stablecoine. Seveda pa lahko pomagate kanalu tudi na precej drugih načinov. Spodaj v opisu je tudi ogromno affiliate linkov. Ravno pred kratkim sem sklenil tudi partnerstvo s Kriptomatom, ki je res super menjalnica za začetnike. Torej, če si slučajno začetnik v kriptu, bi ti jo res priporočal, link je spodaj v opisu. Hvala vam tudi, da ste si video ogledali do konca, dajte mu všeček, če vam je bil všeč, ali pa ne všeček, če vam ni bil. In seveda vesel bom tudi deliti z vašimi prijatelji, če mislite, da so te informacije uporabne tudi za njih. In zdaj pa mene zanima, kaj si vi mislite o tej analizi. Se strinjate z njo, se ne strinjate z njo? Ali ste morda vi odkrili kaj drugega? Sem morda jaz kaj spregledal? Vse to me zelo zanima, zato kar napišite spodaj pod videom v komentarje. Vsako mnenje je zelo dobrodošlo, tudi če je nasprotno, in z veseljem bom tudi podebatiral z vami. Zdaj pa si dajmo še malček pogledati, kaj sledi na tem kanalu. Vsekakor, gibanje cene Bitcoina je zadnje čase izredno zanimivo. Tako da to bomo spremljali kot tudi cene raznih zanimivih altcoinov. Poleg tega bomo s sodelovanjem s cryptonews.com tudi razkrivali razne zanimive kriptoprojekte. In še ogromno zanimivih vsebin bo. No in zato je tudi najboljše, da se naročite na ta kanal in nastavite obveščanje, da vas bo YouTube o novem videu takoj tudi obvestil. In to čim ga naložim gor. Zdaj pa vas še lepo pozdravljam iz sončnega Kopra. Imejte se fajn, želim vam lep dan še naprej in se vidimo v naslednjem videu.